Spoštovani gosti, župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic, ravnatelj šole Danijel Brezovar, poslanca državnega zbora Urška Ban in Zvonko Lah, svetnik državnega sveta Bojan Kekec, predstavnik podjetja SGP ZIH Grad Idrija d.d. Boris Ferjančič, direktor podjetja Elan Inventa d.o.o. Miloš Šter, častni občan občine Mirna Peč Anton Pus, župani sosednjih občin, direktorji javnih zavodov in skladov, ravnateljica osnovne šole Bršljin Darja Brezovar, projektanti, svetniki občinskega sveta občine Mirna Peč in občinska uprava, nekdanji učitelji športne vzgoje v naši šoli, starši, občani, učitelji in učenci ter vsi ostali prisotni. Lepo pozdravljeni na otvoritvi dvorane osnovne šole Toneta Pavčka. Današnji dan je zopet eden posebnih dni za vse Mirnopečane. Priča smo otvoritvi dvorane dogodku, na katerega smo že vse od uselitve v nove šolske prostore nestrpno čakali in se ga močno veselili vsi. Otroci v vrtcu s svojimi vzgojiteljicami, učenci in učitelji, starši ter vsi občani Mirne Peči. Skoraj 5 let smo pouk športa v 2. in 3. triletju izvajali pretežno v stari telovadnici, učenci 1. triletja po malem trim kabinetu, v šolski avli, na terasah v pritličju, v učilnicah in na šolskem igrišču. Prav vsako tako šolsko uro pa smo si po Pavčkovem zgledu novič in znova željno pogledovali za šolo, kjer naj bi nekoč stala nova telovadnica. In res, nekega sončnega junijskega dne je padla ograja v travnati površini za šolo. Naša velika želja se je pričela izpolnjevati. Največja zasluga za to, da danes lahko stojimo tu, v tem novem, sodobnem športnem objektu, v katerem se bodo otroci vse lahko gibali in telovadili, objektu, ki bo šoli in kraju služil tudi kot velik prireditveni prostor, gre nedvomno ustanoviteljici šole in glavnemu investitorju projekta v občini Mirna Peč. Dober dan, učenci. Postavite se v vrsto. Ali kdo manjka? Nihče. Lepo. Ali ste primerno opremljeni za vodenje prireditve? Ste. Lepo. Eva, pogrejte, prosim. Hvala, učitelj. Z veseljem vas ogrejem za to skupno uro športa, prvo v tej prelepi novi dvorani. Na pomoč pri ogrevanju najprej vabim najmlajše bodoče uporabnike dvorane, male cepetavčke iz našega vrtca. Predstavili se nam bodo z lačnimi poskočnimi žabicami. In veste kaj? Pozorno jih spremljate in se z njimi ogrejte tudi vi.
kako ti je šlo? Učitelj, jaz menim, da odlično. Prav vsi v dvorani so ob tej točki malo greli svoje mišice. Če ne tistih na rokah in na nogah, pa vsaj tiste na obrazu, ko so z nasmehom pozdravili nastop naših najmlajših. Pa misliš, da je ravnatelj že dovolj ogret, da nas pregovori nekaj besed? Prav zagotovo, spoštovani ravnatelj Daniel Brezovar, prosim za vaš pozdrav in nagovor. Spoštovani gospod župan Andrej Kastelic, spoštovana poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Urška Ban in gospod Zvonko Lah, spoštovani sodelavci, starši, učenci, občani Mirne Peči in vsi ostali obiskovalci, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Za osnovno šolo Tona Topavčka je danes poseben dan. Poseben zato, ker 29. septembra vsako leto praznujemo rojstni dan mirnopeškega rojaka Tona Topavčka, po katerem naša šola ponosno nosi ime. Vsako leto imamo na ta dan v šoli kulturni dan z vsebinami povezanimi s poezijo, umetnostjo, literaturo in branjem. Vsako leto učenci 3. in 7. razreda obiščejo Pavčkov dom v Šentjurju in tam izvedejo kulturni program. Poseben dan je tudi zato, ker so dopoldne prišli v našo šolo na otroško likovno ustvarjalnico mladi likovniki iz 11 dolenjskih osnovnih šol in ustvarjali reliefi s športnimi motivi, ki so razstavljeni v hodniku naše nove dvorane. Vabim vas, da si likovne izdelke mladih dolenjskih likovnikov ogledate po zaključku te slovesnosti. Najlepši del današnjega praznovanja, darilo ob Pavčkovem rojstnem dnevu, pa je odprte naše nove dvorane. Dvorane, ki smo jo težko pričakovali in jo dočakali. Nekateri so mnenja, da je malo premajhna. Mi pa smo trdno prepričani, da je ravno prav velika, da bo zadovoljila vse potrebe športa v Mirni Peči, predvsem pa, da bo v njej možno organizirati tudi večje kulturne in druge dogodke. V osnovni šoli Toneta Pavčka smo izredno hvaležni za odločnost in pogum mirnopeških svetnikov, ki so podprli odločitve o gradnji dvorane, še posebno po županu Andreju Kastelicu in gospe Nataši Rupnik, ki je projekt vse skozi vodila in ga uspešno pripeljala do zaključka in današnje otvoritvene slovesnosti, ki so jo z veliko požrtvovalnostjo, delovnostjo in ustvarjalnostjo pripravili strokovne delavke vrtca in šole, za kar se jim iz srca zahvaljujem. Posebna zahvala velja sodelavki Tatjani Kuplinik, ki je koordinirala in vodila celotno organizacijo slovesnosti. Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi vsem, ki so kakorkoli pomagali, da je Mirna Peč dobila nov sodoben vrtec in šolo, sedaj pa tudi dvorano. Zahvaljujem se svojim sodelavkam in sodelavcem, da so strpno in po najboljših močeh izvajali pouk športa in ostale športne dejavnosti prilagojene razmeram, v katerih smo bili. Za izgradnjo dvorane bomo imeli v našem vrtcu in šoli izpolnjene vse materialne pogoje za izvajanje kvalitetnega programa športa, zato od danes naprej za nas velja geslo, mi bomo odkrivali nove poti. Naj šport zaživi. Povej mi, kaj si raje, športnik ali navijač? V tako lepi dvorani bom nedvomno rad športnik, vendar sem rad tudi navijač. Veseli me navijati za svoje prijatelje, s tem jim izkazujem podporo in jih spodbujam. Vam bom to kar takoj tudi dokazal.
Pa res, Samo. Za nami že vidim tvoje prijatelje, navijače s prav posebnimi rekviziti. Me prav zanima, kako navijate. Nina, ali veste, da se da poleg športnega udejstvovanja in navijanja v športu tudi raziskovati? Izvolite, izročam vam zbornik Športomirni kači, ki je nastal v zaključku šolskega projekta, v katerem smo sodelovali vsi učenci in učitelji naše šole. Pokaži, da pogledam, kaj v njem piše. Ugotovili smo, da so mirnopeško osnovno šolo obiskovali številni odlični športniki. Nekateri so športno aktivnost gojili le v mladih letih, pozneje pa je bila njihova športna pot najhode prekinjena ali ustavljena zaradi finančnih bremen, poškodb ali drugih razlogov. Ti so, čeprav so pri športnih dosežkih ostali na poti, svojim pristopom in delom lakovali pot drugim in za seboj pustili trajne sledi. Med njimi se v tej priložnosti spomnimo prvega državnega prvaka osnovne šole Mirna Peč. Leta 1998 je v krosu ta izjemen uspeh dosegel, danes nažalost že pokojni, Peter Kužnik. Vse naše športnike pa povezuje rdeča nit. Izvrstnega dosežka ni moč doseči brez talenta, ki ga podpira trdo delo, veliko odrekanja in zdravja športnika oziroma sreče pri poškodbah.
Odlike, ki jih lahko najdemo pri vseh naših odličnih športnikih, pa so samozavest, pogum, delovnost, vztrajnost, borbenost in moč. Samo peščici športnikov v življenju uspe prestopiti v vrhunski šport. Tudi med učenci nekdanje osnovne šole Mirna Peč oziroma današnje osnovne šole Toneta Pavčka je kar nekaj takih, ki so se s svojimi dosežki izkazali ne le doma, temveč tudi v tujini. Med vrhunske športnike sodi kolesar Blaž Furdi, ne smemo pa pozabiti omeniti uspešnih kolesarjev Blaža Jarca in Aljaža Jarca. V zborniku jih je predstavljenih le nekaj. Tisti, ki so naše učence najbolj pritegnili k raziskovanju, ker jih bodisi poznajo, bodisi spremljajo njihovo športno pot. V šolskem projektu so devetošolci brskali po arhivu in pridno raziskovali zgodovino razvoja športa v našem kraju. Odkrili so zanimive podatke o tem, kje so učenci telovadili pred skoraj 100 leti in kdo so bili prvi ljudje, ki so šport v umetni peči začeli širiti med širšo populacijo. Najmlajši učenci so raziskali, kateri je najljubši šport njihovih družin in v dejavnosti pouka vključevali tudi svoje starše, ki so skupaj z otroki uživali v gibanju, nekateri pa so otrokom predstavili športe, s katerimi otroci do tada niso imeli neposrednih izkušenj. Posamezni razredi so se v preteklem letu večkrat družili z aktivnimi vrhunskimi športniki, z atletom Mitjem Krevsom, košarkarjema Martinom Mežanom in Nikom Draganom ter borcem v tajskem boksu Rokom Neštetom. Posebno pozornost v projektu je skupina učencev namenila statistični obdelavi podatkov iz športno-vzgojnega kartona za našo šolo. V teh podatkih smo ugotavljali, kako se pri učencih z leti spreminja telesna teža in višina, čas teka na 60 in 600 metrov, dolžina skokov v daljino ter vzdržljivost v vesu in vzgibi. Naše ugotovitve so bile zaskrbljujoče, vendar smo zanje, skupaj z dr. Jankom Strelom z Ljubljanske fakultete za šport, poskušali odkriti prave vzroke, ki nam bodo v prihodnosti v pomoč, da bomo na področju gibanja in gibljivosti, ki močno vplivata tako na učenje, kot tudi na rast in razvoj vsakega posameznika, postorili več, kot smo zadnja desetletja. Čeprav smo v športu v domačem kraju raziskali veliko področij, se zavedamo, da je temu povezavi športno v Mirni Peči, ki bi bile zanimive in bi se zaslužile pozornost in obdelavo, še precej več. Tudi marsikateri športnik iz preteklosti nam je ostal zastrt in neraziskan. Veseli bomo, če nam jih boste kdaj predstavili ali nas nanje opozorili tudi vi. Vse te večkrat omenjene vrline dobrega športnika se pričnejo gojiti že v zelo zgodnjih letih. Poglejmo, kako jih urijo naši drugošolci.